Golob je že začel hoditi v cerkev, medtem ko se volitve bližajo. Predsednik vlade se je v petek skupaj s svojo novo ženo Tino Gaber udeležil svete maše na Brezjah za otroke z rakom. Čeprav je dobro, da se udeležuje bogoslužja v ta namen, njegova pretekla dejanja in dejanja vlade kažejo predvsem drugačno sliko njegovega odnosa do krščanstva. Do preteklega leta se Robert Golob ni javno spuščal v verske vode, a bližje kot smo volitvam, bolj se je začel vanje spuščati. Mnogi so kot medijski dogodek opisali Golobov obisk papeža v začetku leta, vendar je bil predsednik vlade takrat le del slovenske delegacije, poleg številnih drugih svetovnih voditeljev. Neupravičljivo pa je, da se predsednik vlade ni odzval in obsodil skrunjenja ljubljanske stolnice, vandalizma v Mariboru ter odkrito protikatoliškega poziva nekdanje ministrice Stojmenove Duh, ki je s pomočjo ideološke somišljenice Tamare Vonta preprečila martinovanje v Leskovcu pri Krškem. Da ne pozabimo primerjave voščilnice ob dnevu žena leta 2022, je vsem, ki se identificirajo kot ženske, čestital ob prazniku, kar bi težko verjel kakšen katoličan. Težko bi bilo verjeti, da je pojavljanje Goloba v cerkvi dobrega pol leta pred volitvami karkoli drugega kot želja po pridobivanju glasov nedeljnikov.